Eccola! Danes se bomo pogovarjale o seminarju Temelji. Ah, Uhu. jej! Jej. V bistvu seminar Temelji je meni osebno eden izmed najljubših seminarjev v okviru Accessa, ker ne glede na to, kolikokrat sem se ga že udeležila, in v zadnjih 10 letih, po moje, sem ene 15-krat bila na Temeljih, vsakič je nekaj drugačnega. Pa je bilo recimo mogoče, ne vem, 2 leti zaporedoma, da je bil skoraj identičen priročnik, enaka orodja not, in vsakič, ko sem se udeležila, sem na novo zrušila temelje, sestavila nove temelje in sem vsakič bila nekaj drugačnega in vse se je začelo spreminjati v mojem življenju, tako da, ja, to je meni najljubši seminar in sem ful vesela, da ga lahko tudi sama zdaj že nekaj časa facilitiram. In današnji Zoom je namenjen temu, da vam malo predstavim, kaj so temelji, da lahko karkoli vprašate, kar vas zanima v zvezi s temelji, tako da vas kaj zanima, imate kakšno že vprašanje v zvezi z tem seminarjem? In lahko kadarkoli pač kliknite na zvočnike, se oglasite. Ja, jaz bi vprašala mogoče za ostale, a ne, a je, preden se udeležiš delavnice oziroma izobraževanja temelj, je potrebno neko predznanje, kakšna druga delavnica, ki jo moraš imeti opravljeno, ali lahko kar vsak pride? Ne, na temelje lahko pride nekdo, ki je opravil Bars delavnico. Torej, Bars delavnica je predpogoj in Bars delavnica opravljena kadarkoli. To pomeni, lahko ste 15 let nazaj opravili Bars delavnico, sploh ni pomembno, če ste potem redno zaganjali Barse. Važno, da ste jo opravili, torej, da poznate Accessova ta orodja, ki so na Bars delavnici predana, in to je to. In se lahko udeležite temeljev. Kako pa je sestavljena tale delavnica? A je iz praktičnega dela, a je teoretični del, a je miks vsega, ker to je le pač delavnica večdnevna, a ne? Ja, zdaj, temelje, v bistvu imamo 2 formata, kako lahko delavnico izvedemo. Lahko jo imamo v 3 dnevih in pol, to pomeni en popoldan plus 3 celi dnevi. Vmes imamo 2 ure, 2 ure pa pol pauzo za iti spat, jest, hoditi, karkoli, pač je prav pauza. Ali pa da se jo izvede v 5 dnevih, to so potem 3 popoldnevi in 2 cela dneva. In to je tisto, kar smo izbrali zdaj, da bomo naredili na Libušnjah. Bomo imeli 6. november, sreda, četrtek, petek popoldan, tako da pač lahko ljudje še vedno opravljajo svoje dejavnosti, grejo delati, službo, karkoli, in potem cel vikend. Tako da to je format. In zdaj v bistvu mi vsak udeleženec prejme takšen debel priročnik. In v tem priročniku so notri vsa možna orodja, vse tematike, ki jih bomo obdelali v okviru seminarja. In kako točno gremo skozi to, je pa potem na vsakih temeljih drugače, ker tisti, ki vodi delavnico, recimo se mu reče facilitator, on dejansko facilitira, vodi, usmerja vse prisotne, zato da se tisto, kar bi se morali naučiti, lahko realno naučijo. Ne? Ker te seminarji niso tako, kot ko greš ponavadi, ne vem, v šolo ali nekaj, mi se učiš od začetka, po vrstnem redu do konca, ne? Ampak skačemo iz poglavja na poglavje, glede na to, kako se je v bistvu skupina, ki je na delavnici, pripravljena se nekaj naučiti. Ker če so vprašanja z enega področja, bomo tisto področje šli obravnavati in orodja, ki bojo konkretno recimo pomagala na tem področju, ki bojo spremenila, ki bojo uporabna za to, ne pa zato, ker zdaj smo na vrsti, ne vem, da bomo delali, ne vem, osebnosti in ljudje sprašujejo potem, kako, ne vem, imajo strahove in bolečine in jaz vztrajam tam, ne, tako da dejansko je ena taka lepa dinamika, tako da poskrbimo vedno, da se polno naučimo, da se sprostimo, da naredijo telesa to, da res grejo stran vsa bremena, vse stvari, ki jih nosimo, in osvojimo dejansko to znanje, ne. Tako da na seminarju se naučimo poleg ogromno enih orodij za delo na sebi, to so pač praktične stvari, recimo, ne vem, vsakič, ko pridem domov, se mi zgodi, da ko srečam, ne vem, starše, taščo, ne vem, partnerja, nekoga, se mi nekaj dvigne, ne vem, ratam jezna, nejevoljna, nekaj se mi zgodi,
praktična orodja, kako si pomagati, da drugič, ko bom prišel domov in spet bom bila soočena s temi situacijami, da ne bom se znervirala, da bom sproščena, ne? Tako da, kaj narediti v kakšni situaciji, kako sploh prepoznati, da se nam sploh nekaj dogaja, ker nažalost smo tako, pademo notri v ta tempo življenja, ne? In ne registriramo, da smo ven iz tira, ne registriramo, da nismo prisotni, da ne opazimo, da se nekaj dogaja okoli nas, ne? Ampak pač nas povozi čas, dajmo reči tako, ne? Po temeljih smo bolj prisotni, bolj si dovolimo pogledati stvari, zaznati, kaj se dogaja, si priznati, aha, Maša, tu delaš sranje, to bi bilo fajn zamenjati, ne? Ker recimo pred temelji jaz polno stvari se nisem zavedala sploh, da počnem. Situacija, ko sem jaz bila tista, ki sem, ne vem, se grela, zapalila ogenj, ne? Po temeljih sem to si priznala, ozavestila in pol nisem več prižgala ognja. In je bil mir, ker nisem jaz bila sprožilec za nekaj, ne? Tako da, drugače se pa naučimo še določene telesne procese od Accessa, se naučimo veliko peterico, Big Five telesni proces in telesni proces MTVSS. To so v bistvu procesi, ki pomagajo našim telesom, da se naša telesa osvobodijo vseh možnih travm, bolečin, stvari, ki jih mi nosimo na sebi, zato da, ne vem, niso tako zdrava, odporna, mladostna, gibčna, ne, tako da dejansko delavnica je tako naravnana, da prejmemo vse za dušo, za telo, za Upam, da sem odgovorila na vprašanje. Ja, super. Meni je to super, tako kakor si sama rekla, ko slediš energije, ne? Po čemu sprašujejo udeleženci oziroma kako teče energija, ne? Ja. Da res ne vztrajamo tako kot da se ne držimo tako kot pijanc plota, ne? Ampak da smo res v flowu. Ja, to je ful pomembno. Ja, ampak vseeno zaobjameš verjetno vse te paragrafe oziroma vse vsebine, ki so pač noter nekako zajete. Vas ne spustim domov, še ne obdelamo vsega. Evo, Sabina recimo je tukaj danes na Zoomu, ona je že opravila seminar temelji in pri meni si ga opravila, tako da lahko ona mogoče pove, kako to izgleda. Ja, super bi bilo slišati eno tako od enega že udeležence, kakšne so izkušnje, kakšne so zdaj v bistvu spremembe. Lahko poveš, kar hočeš, ne bom jezna. Ne, meni je bilo najprej sem bila ful vesela, ki sem lahko pri Maši to delala, ker smo že nekaj časa skupaj sodelujemo. In ona je ful taka energična, ti pove točno tisto, kar misli, ne skriva in potem ti da ful misliti naprej in dobiš res ful, v bistvu na skoraj vseh področjih, no. In odnosih in potem pač kako si svoj notranji mir lahko urediš, ne vem, v glavnem ful področje, no, zdaj se ne spomnim. In v bistvu v tem priročniku imaš potem, v bistvu po temeljih začneš ful delati lahko na temu, ker dobiš res ogromno stvari in tiste 3, 4 oziroma 5 dni boste imeli, ne moreš vsega usvojiti. Tako da greš v bistvu po korakih oziroma tako kot je tale, kako čutiš, ne, greš po vrsti lepo, ne. Recimo odnosi doma, odnosi v službi, ne vem, če imaš Odnos kake... do sebe, odnos do svojega telesa. Ta je najbolj pomemben. Ampak nič to pozabimo, ne? Ja, itak. Potem pač razna čiščenja, ne, in to recimo, ne vem, če lahko povem, v glavnem po teh, po vsakem dnevu, ko končamo, imamo možnost, ne vem, če bo Maša tudi zdaj to možnost dala, da si lahko delamo barse na koncu, tako da tisto je še potem oni plus. Bonus. Ja, to je zaželjeno, da ti sede. Ker potem dejansko, mi dejansko vsak dan toliko stvari predelamo, da možgani se skurijo, se uporablja izraz. In dobesedno telo sprašuje po barsih, ker potem lahko se osvobodiš, ustvariš nov prostor in naslednji dan lahko z lahkoto spet prejmeš vse informacije, ker to je dejansko zelo
vsebinsko nasičen seminar, res prejmeš veliko, ne. Zdaj Sabina si govorila o odnosih, ampak itak vse je v odnosih, ne. So pa potem te nianse, ne vem, kaj kdo počne v odnosu z mano, veš, da te potem lahko vidiš z vsako osebo, s katero si v kakršnemkoli odnosu, kaj se dogaja, kaj dovoliš, kaj ne dovoliš, si še želim to, bom še dovolila, da tako delajo z mano v službi, jaz bi si pa to želela, ne, in dejansko se naučimo, po domače povedano, čarati v svojem življenju, da recimo, če si želiš spremeniti neko področje, da imaš kot knjigo magično z čarobnimi Navodila. napoji, navodila za uporabo, ne, in veš, kako lahko to narediš, in ta orodja dejansko od Accessa meni so osebno zelo všeč, ker res delujejo stvari. Ni to nekaj, ne vem, da se moraš mučiti 500-krat ponoviti in itak se zmotiš vmes, pozabiš. V bistvu takoj se zaznajo spremembe. Že takoj prvi uri seminarja so ljudje že drugačni, tako da, So tisti momenti, ne, In pol mogoče, ne vem, malo feedbackov, recimo, ne vem, eno udeleženka, to bom zdaj govorila feedbacke prav od tistih, ki so bili pri meni, recimo, na temeljih, ne. Ena udeleženka je 6 ali 7 let, sem zdaj pozabila točno informacijo, ampak kar nekaj let, vsakič želela dati odpoved, zato ker ni več mogla tam delati, ker pač v uni službi so jo doživljala gaslighting, so jo zlorabljali in si želela menjati, da bi menjala. In ni imela pa domače jajc, da bi to naredila. Ne? In vedno je bilo bom. Po temeljih je končno to naredila, je ustanovila svoj posel, biznis, dobila z lahkoto kredit na banki, da je kupila pač nek aparat, se ukvarja pač z estetiko, neki pač za telo. In zdaj to dela in to je laufanje, vsa vesela, srečna in si sama upravlja svoj urnik, recimo, ne, mislim, prej ni mogla tega narediti, ne, pol pa v bistvu na temeljih je toliko spucala si vse svoje te strahove, stvari, pogum, samozavest, da potem je z lahkoto šla, rekla in tudi reakcija tega šefa njenega, ne, ker pač veš, da poznamo vsak svojega nadrejenega, ne, ker smo ga doživeli v vseh možnih situacijah, je bila totalno drugačna, kakor je pričakovala ali pa kao naj bi bilo, ne, ker je ona toliko spremenila sebe, je iz čisto drugačnega prostora dala to odpoved, da on ni imel nič, za kar bi se lahko primil, da bi, ne vem, težil, jo zmerjal, bil žalosten. In še je dosegla, da je v bistvu lahko, takoj naslednji dan je bila že na dopustu in skrajšala si je ful tale odpovedni rok, ne. Tako da, pol imam primere ljudi, ki so spraševali potem, da bi imeli več, recimo, obilja v življenju in so si potem začeli prejemati darila od raznih ljudi, recimo, ko prej si niso dovolili prejeti, ne vem, malenkosti, ampak kar se začne dogajati, no, pa potem, ne vem, zdravstvena slika telesa, ne, težave, bolečine in potem te stvari izginejo in niso več, ne. Pa imam primere ljudi, ne vem, so jecljali, so nehali jecljati, ne, tako da polno stvari se spremeni. Dejansko spremeni se vam lahko vse tisto, kar vi izberete, da bi radi na tistem seminarju prejeli. In seminar tudi snemamo in prejmete, seveda za darilo, valjda ni to nekih doplačil, prejmete še posnetke, tako da lahko potem še večkrat greste skozi vse to. Tako da je ful dobro. Ja, to je ful fajn je slišati, sploh, ko si rekla, da že tudi Sabina, že prvi dan, da pride do momentov, pa se neke stvari sprostijo, ki je šele pol po 5. dnevu, Madonna. Ja, A ne? in v bistvu ta varianta, kot smo jo pač izbrali, da bomo imeli na Libušnjah, da je ni 3 dni in pol, da je 5 dni, je v bistvu ful dobra, zato ker pol imajo ljudje čas, veš, da se stvari usedejo, ni to tako nabito, ker veš, imamo sreda popoldan, pa gremo potem spat, zdaj pač eni ljudje bojo mogoče imeli dopust, eni bojo delali, ampak v vsakem primeru imaš ti čas, da tisto malo predelaš, pa potem nov dan, pa spet predelaš, ni to vse tako nabito naenkrat, ne, tako da je tudi za ljudi tako ful bolj prijazno. Tudi za telo je bolj prijazno, ne, najbrž. Seveda. Čeprav tako na temeljih ful razvajamo telesa, ker delamo tudi te telesne procese, pa potem prejmete še od dr. Dane Hira, ki je soustanovitelj Access Consciousnessa, na temeljih potem predvajamo ene njegove energijske seanse, ESB, tako da
polno stvari še prejmete tako dodatno, ni da samo se nekaj učimo, ne, je tako zabavno, sproščujoče in vmes spucamo se možno sranje, ki ste ga pač voljni spucati, lahko karkoli vprašate, valjda, ne, se lotimo lahko prav konkretno nekega področja, ni to, da samo govorimo in pol vi, ko pridete domov, morate sami delati. Ne, dejansko na seminarju lahko vprašate karkoli in se lahko 2 ure ukvarjamo samo z vami, z vašo tisto težavo, ne, tako da ful dobro. In sigurno je, če je nek udeleženec izpostavi neko svoj izziv, je sigurno doprinos še za vse ostale, a ne? Tudi, ki ne Vedno. vprašajo, ali pa če mogoče niti ne mislijo, da imajo izziv tudi na tej strani, a ne? Ja, veš kaj, dejansko tako, ne, če nekdo postavi neko vprašanje, ki ni doprinos za, ne vem, dajmo reči, večji del skupine, se lotimo stvari, ampak ne porabimo 2 ure za to, mogoče, ne vem, pol urce, recimo, ne, ampak dlje pa gremo v stvari, kjer dejansko se začnejo odpirati vsem ljudem, ne, ker pogosto je tako, da ko nekdo nekaj vpraša, imamo več ali manj vsi nekaj podobnega, ne, tako da je potem to res, se topijo omejitve, čustva, bolečine, težave, programi, avtomatizmi, ki jih imamo vsem prisotnim, ne, tako da je ful dobro. Tako da najbrž na tem mestu je brezpredmetno vprašati, če je obvezna udeležba vse dni. Ja. V bistvu tako, ne. Lahko se ne udeležite recimo enega dela, ampak potem vas ne morem vpisati, da ste opravili ta seminar. Ne. Tako da ja, je obvezna udeležba na vseh delih, to so pravila, ki jih določa Access Consciousness in hvala, da si sploh to vprašala, viš, ne bi nikoli pomislila na kakšno tako vprašanje. Ja, ker recimo, tako kot je recimo za temelje, predpogoj, da udeležiš Bars delavnice, je potem, ko opraviš temelje seminar, to predpogoj za kakšne druge seminarje, recimo kot je, ne vem, 3-dnevni seminar o telesih, izbira za možnosti, ne, energijska sinteza bivanja, ne vem, polno nekih seminarjev, ki jih omogoča Access za različna področja, kjer so temelji predpogoj, tako da, ja. Simfonija možnosti, recimo, ne, ki smo imeli zdaj tudi v Sloveniji, smo gostili Antonija Matisa na Bledu, tako da, ja, in če v bistvu niste prisotni na celotnem seminarju, potem ne moremo ga odobriti, da imate ga opravljenega. Ste ga prejeli, ja, imate vso gradivo, vse, ampak ne bo vam število, kot da ste ga opravili. Ker to vas vpišemo, to je certificiran sistem, vas vpišemo v Access Consciousness sistem in zavedno ste vpisani, da ste to opravili. Super. Ja. Ima mogoče še kdo kakšno vprašanje? Kako pa je v bistvu stroškovno, Maša, a je mogoče vse te delavnice, izobraževanja, a se lahko samo v enkratnem strošku poravna oziroma znesku, ali je mogoče kakšno obročno odplačevanje? V bistvu, To sem jaz dobila vprašanja. Ja, Access Consciousness določa cene seminarjev, ne, torej po celem svetu oni določijo za vse te različne delavnice, so določene cene in Slovenci imamo recimo 80% cene, to pomeni, ne vem, temelji so 2000 in ne vem koliko, sem pozabila, polno ceno, Slovenci imamo 80% cene, to je 1800 evrov. In zdaj, do začetka seminarja mora biti v bistvu vse odplačano. Zdaj, če si ljudje naredijo neke obroke prej, lahko, ampak mora biti plačano vse, preden začnemo z seminarjem. To je pa zato, ker se je v preteklosti so imeli drugačno politiko in so omogočali tudi na 10 obrokov, pa si lahko šel na delavnico, si plačal, ne vem, 1 obrok in potem si plačeval še celo leto, ne vem, vsak mesec te obroke, ne. In potem se je dogajalo, da ljudje niso plačali, da so se ljudje čez nekaj časa spomnili, da pa oni so se zmislili, da bi to so hoteli prejeti, pa pol tega niso prejeli in potem so imeli v bistvu težave tudi s tem, ker so potem hodili na ful seminarjev, ne, sem opravil že temelje na obroke in potem, po temeljih grem lahko na 3-dnevni seminar o telesih, ki je 1450, se mi zdi, za Slovence cena in je tam tudi vzel na obroke, ne, in potem se je dejansko ljudem nabralo polno teh obrokov in potem tudi niso bili več sposobni tega plačevati.
In oni so, ljudje facilitatorji niso prejeli v bistvu plačila dejansko za svoje delo, ker kot facilitator na temeljih se nagaraš, ker je pač zelo intenziven seminar, ne. Tako da potem je ustanovitelj Accessa Gary Douglas rekel, da je prijazno do facilitatorja, ki vodi to, in je prijazno do Accessa in do vseh ostalih, da pač je poravnano vse do začetka, tako da ja. No, Tako- to je tako je. nekako, ja, to je Ja, lej, se nekako tudi, ko gremo v pričakovati, ne. Mercator kupiti televizijo, mislim, ne vem, moram, televizijo mogoče ti dajo na obroke, ampak pač moraš plačati takrat, ne, da prejmeš, tako da, ja, Mhm. taka so pravila. Se pravi, če ima kdo kakšno dejavnost, mu lahko izdaš potem tudi najbrž račun na njegov espe ali karkoli. Seveda. Jaz si izdam lahko račun na karkoli, lahko napišem tudi svetovanje zaradi mene. Ne, pač nekaj, kar lahko si oni uveljavljajo, potem da imajo pač strošek ali pa da si DDV nižajo, komot. Komot. No, To sploh ni super. problem. Imam Če bi- kadrovsko svetovanje, imam ogromno dejavnosti kot podjetje, tako da lahko polno stvari, ja, napišemo. Se lahko prilagodi. Ja, večina ljudi lahko poslovno svetovanje uveljavlja, to je pač nekaj, kar pač lahko uveljavljaš, to nikoli ne komplicirajo, ampak lahko potem damo, imaš kakšno specifiko, lahko damo kakšen team building, lahko damo karkoli. Ker to vse imam dejavnosti in to vse stvari, ki jih počnem tudi, tako da ja, komot. Je kaj, kar vas zanima? Delavnica Temelji bo potekala od 6. novembra do nedelje, Barbara, pomagaj mi, kaj pride? 10. 10. novembra. november Ja. na Libušnjah, to je en tašen ful čudovit kraj, med Tolminom in Komaridom. Tako. Ja, in meni je ful všeč, ker je mir, je ful lepo, je narava in tudi v bistvu med pauzo, ko bomo imeli, pač to je 2 ure pa pol pauzo, pol recimo za vikend, lahko se zapelješ v Tmin, lahko greš v Kobarid, torej imaš kam za iti jest, lahko greš v naravo, lahko greš na sprehod, lahko greš božati sosedove krave, ne, in pač imaš polno možnosti, je tako je lepo. Ja. Tako da, jaz se ful veselim, ko me čakam. Tudi jaz. Fajn, ja. Ja, jaz ne vem, če mogoče ima še kdo kakšno vprašanje. Jaz ne dvomim, da je tu toliko enega uporabnega znanja oziroma enih prijemov za vsa področja življenja, tako kakor si ti rekla. In meni se je že s tem kupila, ko si rekla, da se znaš v bistvu drugače odzvati na določene ljudi, ker jaz pri sebi res vidim, da pridem v stik z nekimi ljudmi, pa točno vem že prej, da mi bodo stopili oziroma da si bom jaz dovolila, da izbruhnem kot vulkan oziroma ne da izbruhnem, ampak da je tisti vulkan, seveda, ker se ne spodobi, da je tisti vulkan kar not v meni in kar žge in kar tli. In pol, ko pridem domov, pol izbruhnem, ne. Ja, prepozno, kaj ti rabi takrat, ne? Tako da to bi si res rada naučila in spustila in predihala in Škaj, gre se čisto za drugačno odzivanje. Mi dejansko res spremenimo sinapse, povezave v možganih, da smo res prav drugačni. Jaz se spomnim 10 let nazaj, ko sem na prvih temeljih se jaz udeležila seminarja, to je bilo v Laškem, takrat sploh ni bilo toliko na voljo tega v Sloveniji, je prišla ena iz Irske, je prišla in v Laškem smo imeli to delavnico in se spomnim, je moj mož prišel potem, ko pač je bilo 4 dni, ne, je moj mož prišel za vikend, pač iz sobote na nedeljo, da je prišel prespat in me je gledal in jaz sem bila jaz sem govorila, bila navdušena, mu razlagala, kaj vse sem se naučila. On me samo gledal, on ni sploh štekal, zakaj jaz govorim, kaj se je zgodilo, ampak samo sem bila ful nasmejana, drugače, njemu je bilo pač lepo potem, ne, ker pač sem bila malo skupaj. In ko sem prišla domov, odnosi so se spremenili, drugačen pogled sem imela na otroke, na moje starše, na mojega moža, drugače sem videla, ne vem, sodelavce. Prav, ko da se te zastirke, ki si jih damo, te zavese, te omejitve, ki jih imamo, da si ne dovolimo videti ljudi za to, kar so, veš, ne, te maske, ne, to se začne padati in potem vidiš, kdo je res prijatelj, kdo ni, kje investirati čas, kje ne, koga se ga losati, koga na novo spustiti blizu, ne, pač ti je bolj jasno, ne.
In tudi pol sam pri sebi, a naj se lotim tega izobraževanja ali ne, a naj, ne vem, a naj grem preurediti to pa to ali ne, kaj je čas, da, ne vem, menjam službo, kaj je čas, da, ne vem, se lotim telovaditi ali neki, ne. Ker imamo v bistvu ljudje polno težav, imamo sami s sabo in z našimi telesi. In dejansko temelji vam dajo vsa možna orodja, da lahko v bistvu sploh prepoznate, kje je težava. Ne vem, imam 15 kil preveč, ne morem se jih rešiti, ne. Temelji vam bojo dali orodje, da sploh ugotovite, kaj se dogaja z vašim telesom, iz kje je teh 15 kil, kaj je to, da se jih ne morete znebiti, ne. Ker dostikrat mi čustveno vežemo recimo nekaj na sebe, ne. In potem, ko te stvari razrešimo, isto lahko jemo, isto lahko se gibamo, živimo in kar se začne topiti ta odvečna v bistvu masa na telesu. Recimo, to sem dala en primer, kar tako, ne. Ali pa, ne vem, kakšne bolezni, anksioznost, izgorelost, živčnost, ne vem. Vse te stvari v bistvu, to se vse začne odmikati. Meni recimo, kar mi je bilo ful fascinantno, 2 tedna nazaj, ali 3 tedne, ko smo organizirali, sem bila gostiteljica skupaj še z eno prijateljico za 2 seminarja od Accessa na Bledu, tega dr. Anthony Mattisa. In pol ure preden sem imela za prenesti 15 masažnih miz, to je ful narobe, ne, en poln kombi za reči stvari, je moj kombi odpovedal in še niti me ni poklical, ker mu je bilo hudo in nerodno, sem dobila SMS, oprosti, veš, ne morem te peljati na Bled, ker se mi je kolo kombija pokvarilo, ne. In jaz sem bila okej, ajde, dobro, bomo rešili, nisem bila srečna, ampak sem rekla okej, in sem začela uporabljati orodja iz temeljev in v roku 20 minut sem našla nov kombi. Sicer sem ga mogla pol 1 uro čakati, na koncu sem bila na mestu z vsemi mizami, z vso prtljago 1 uro, preden bi morala biti, tako da sem prišla še prej. In ja, in tam, kjer imam jaz poslovni prostor v Kopru, moja soseda, ki ima eno trgovinico, pa sem nekaj šla glih ta teden kupiti tam k njej, in mi je rekla, ma kaj si potem, kaj si dobila kombi, jaz sem te gledala, ker pač so šipe, so trgovine, ne, ti si tam hodila mimo, ti si bila, ker sem šla tudi vprašati sosede, kaj imaš kombi, kam veš za koga, ti si bila tako mirna, kot da se ni nič zgodilo, jaz sem bila živčna za tebe, zakaj bi bila živčna, ne? In to je tisto, ker karkoli se zgodi, potem hitro najdeš rešitev, vedno je vse na voljo. Ne rabiš več iti v, ne vem, v stres, v slabo voljo, v kreganje, v, ne vem, razvrednotenje sebe, pomanjševanja, karkoli, ne, ker pač vse se da urediti. Samo v bistvu ta prava oseba je treba poklicati, ne. Kako pa vedeti, katera je prava oseba? Z uporabo orodij pač prideš do tega, ne. In pol ti pridejo na misel ljudje, ki sploh, ne vem, ne bi nikoli, na kraj pameti ti ne bi prišlo, ne. Poglej tam, pojdi tam, pokliči to, odpri ono knjigo. Mislim, ne, te vesolje te vodi, ne. Oziroma zavedanje te vodi. Tako da, ja, punce jaz polno govorim, ne vem, kdo je DD, če je to fant ali punca, ostalo vidim, da so punce. Dajte kaj še vprašati, če vas zanima. Se pravi, na temeljih, kakor sem zdaj jaz razbrala, se naučiš tudi razširiti čas, ker ti si bila kljub vsem zapletom 1 uro pred dogovorjeno na Bledu, tako da nas boš tudi to naučila, ne? Da ga bomo razširili, kadar ga bomo rabili, ne, kadar bomo v kakšni taki malo bolj neprijetni situaciji. Lej, to delaš verjetno že zdaj, ne? Ja, tako. Da si razširiš, ker vsi imamo te sposobnosti, ampak dejansko problem je, da nimamo navodil za uporabo, ne. In potem delamo sranje tam, kjer ni treba, tam, kjer bi pa rabili uporabiti to sposobnost, pa je ne uporabimo, ne. Veš, narediš iz muhe slona za, ne vem, neke grozne stvari, ne, torej nekaj, kar je majhno, povečaš, ne. Ampak, ne vem, si želiš iti, ne vem, na neko potovanje, si želiš, ne vem, novo kuhinjo in rabiš malo več denarja, ne. Ne, to pa ne boš iz malo denarja skreiral več denarja, ne, to se ne da. Lahko pa iz malo stresa skreiraš ful stresa. Ampak princip je isti, ne, samo v bistvu, kako to narediš, ne, tako da recimo en primer, ne. Tako da ja. Naučiti uporabljati same sebe in vaše sposobnosti, ker dejstvo je, da smo vsi tako lepi, čudoviti in se moramo naučiti to biti in si to dovoliti. In temelji so seminar, ki vam bojo pokazali, kako ste čudoviti, kako ste sposobni, kaj vse imate na voljo, kaj vse je možno za vas in ste se sedaj bremzali in si niste dovolili in ste se omejevali in ste se ubijali po kosih z raznoraznimi stvarmi, ne.
To se potem po temeljih vse začne topiti, odstranjevati in enim hitreje, enim počasneje, odvisno, koliko v bistvu potem res uporabljate orodja, ne. V vsakem primeru ste po temeljih drugačni. Ja, ko se že vidiš, kadar se ti spremeniš, se tudi okolica začne spreminjati, a ne. Vedno. Tako nenasilno se začne v bistvu širiti ta, če lahko rečem tako, dobra energija, a ne, ali pa drugačen pogled. In dobesedno najbrž zrušiš, kar je starega, kar je odslužilo, in začneš delati temelje novemu, prostor novemu in spuščaš tiste omejitve, ki smo jih itak absorbirali od vseh sistemov, od okolice in tako naprej, ne. Ja, veš kaj, mi gradimo našo življenje na podlagi temeljev, ki jih zdaj imamo, ne. In ko ti zamenjaš temelje, lahko zgradiš nekaj veliko hitreje, zato ker so temelji drugačni. Prej tega sploh ne bi mogel ustvariti, recimo, ne, ker nisi imel pravih temeljev. Tako da ta izraz temelji je tako zelo kaj je zdaj vse to, ne, ampak pač temelj, osnova tebe, osnova, na čemu gradiš, osnova, kako razmišljaš, osnova, kako se obnašaš, osnova, kako se odzivaš, osnova, kakšne neumnosti si v svoje življenje povabiš, ne. Tako da, kaj če bi lahko vaše življenje začelo iti vse po maslu? Kaj če bi lahko bilo vse lepo, gladno, lahkotno? Kaj če ne bi imeli več nobenih težav? Kaj če karkoli se zgodi kot meni ta kombi, jaz nisem to vzela kot težavo, je bilo okej. Najprej sem bila 3 sekunde, sem bila in sem ga preklela v svojih mislih, ne. Če bi me poklical, verjetno bi ga direkt, zato je rekel, bom napisal SMS. In potem takoj, ne, ker vsi smo krvavi pod kožo, ampak 3 sekunde zatem sem takoj se spomnila, imam orodja, in sem takoj in sem se v 20 minutah potem ustvarila nov prevoz in glej, čudovito je bilo. In na koncu je bil tale mož, ta pač fant, moški, no, kakorkoli, ki je peljal, je bil tako prijeten in je bila tudi debata po poti, mislim, tako je bilo vse prijetno, ne. Z onim verjetno ne bi bilo tako fajn, mogoče bi bil malo dolgočasen, jaz ne vem. Tako da, ja. Glej, vse se zgodi z namenom, pravijo, a ne. Ja. Tako da, v glavnem, če vas zanimajo temelji, 6. do 10. novembra na Libušnjah, zdaj razpisano, mislim, da imamo, ne vem, ali 5:30 ali 5, da začnemo, in zdaj itak, ko se oblikuje skupina, mi lahko pol to tudi začetek, ne vem, če nekdo dela, do ne vem katere ure se ne uspe pripeljati, mi lahko to tudi premaknemo, lahko začnemo, ne vem, namesto, kako imamo razpisano, Barbara, oprosti? Ob 5? Ne vem, mislim, da od 5 naprej, ja. No, lahko začnemo ob 6, ne, pač 2 ure pa pol nekje je, ne. Tako da, to je vse stvar pol dogovora, ni problem, ne, to lahko prilagajamo. Ja, ni fiksno, tako da. Moj računalnik, mislim, da bo kmalu crknil. Se mi je zatemnilo. Mi hoče povedati, okej. Dovolj. Ker se bojim, ga bom vklopila, da mi ne bo crknil, ker zaradi posnetka. Tako da, ja, to bom zdaj jaz na hitro, sekundo bom zmanjkala. Sabina, bi lahko ti še kaj podelila, kako uporabljaš v bistvu te temelje, ali kaj si naredila, kako se te je spremenilo? Jaz sem hotela samo povedati, ker si rekla, da če morajo biti vsak dan, ne. Mislim, boste hoteli biti vsak dan. Ni, da boste hoteli kaj preskočiti. Bomo hoteli podaljšati še en dan. Ja, zadnji dan, zadnje minute, ne, ker je že konec. Hitro gre tudi mimo, kljub temu, da dobiš ful informacij in orodij, ne. In si pač delaš te telesne procese, misliš? Ja, tako, pardon. In v bistvu še kar nismo mogoče povedali, ne, mi na tem seminarju dejansko gremo zaradi sebe, spreminjamo sebe. In vedno se hkrati spreminjajo tudi, ne vem, naši družinski člani, okolica, tisti ljudje, s katerimi smo v kakršnihkoli interakcijah, ne, ker smo mi drugačni in potem, ko mi dajemo drugačne odzive navzven, se oni pol drugače odzivajo nazaj, ne, tako da dejansko spreminjamo sebe in ljudi okoli nas. Ja, to absolutno se zgodi. Ja. Že z barsi, ne, začneš, pol pa to pa itak se ful razširi, pol še
In če slučajno Vsa kdo nima področja. upravljene bars delavnice, malo poglejte, ker je polno facilitatorjev po Sloveniji, ki organizirajo bars delavnico. Lahko jo tudi jaz kam stisnem, če slučajno kdo nima, samo mi morate pač povedati, da je upravljena do takrat. Imaš že razpisano kakšno do takrat? Še kje? Zdaj ne, naslednja, ki je razpisana, je na Na Libušnjah. Libušnjah. Ja. Sicer je pa 17. november, tako da je po temeljih. 17. november nedelja, ja, tako. Ja. In pol imam pač 1. decembra imam tukaj, ampak kot pravim, ne, če bi kdo želel, lahko tudi se pač prej razpiše, ne, tako da to je pa enodnevna delavnica. Samo pač moramo vedeti, ne, in lahko tudi je opravljena en dan prej, ni pomembno kdaj, važno, da je opravljena. Oziroma lahko je tudi dan, konec koncev, ne. Tako da ja. Odlično. Ja, pridem malo prej na Libušnje, pa imamo zjutraj barse, pa še temelje. Komot. Okay. Ja, jaz bi še povedala pri barsih, ne, jaz, ki jih pač izvajam, imam ful dobre povratne informacije. Letošnjo poletje sta se mi javili oziroma prišli do mene 2 stranki, ker imajo v bistvu potovalne slabosti. Ena mamica za svojo hčerko in ena že odrasla gospa. In po 2 terapijah barsov v glavnem ni več slabosti, pa glede na to, kakšne ceste imamo pri nas, ne, še kar ovinkaste in kljukaste, tako da je top, a ne. Da smo tudi par strank s tem, so rešili. Ja. In tako hitro, a ne, kako se stvari zgodijo, tako hitro, v bistvu bi rekel, hipno, bi rekel človek, ne. Ja, ne rabiš imeti 15 seans, da se to zgodi. Tako, Ja. a ne. To je to darilo Accessovih orodij, zato ker grejo onkraj uma, onkraj razuma, grejo točno tam, kjer je v bistvu nastala ta težava. Ne? Kjer imamo mi ta zapis v naših možganih in potem, ko tisto spremeniš, to je kot da bi zdaj vstala, zdaj imam prižgano luč, ne? In da bi vstala, bi kliknila na štekerju, bi ugasnila luč, takoj bi bila tema, ne bi še 15 dni rabila, ne, ugašati to luč. Tako je to. Zamenjaš in je takoj drugo. Tako da ja. Drugače pa, zdaj, če bi te, ki ste prisotne, želele posnetek tega, kar smo danes delali, dajte mi poslati mail na info@žareksreče.si info@žareksrece zareksrece.si Žarek sreče brez šumnikov.si in napišite mi, da če lahko prejmete posnetek Zooma o temeljih in vam ga bom poslala. Tako da. Če še kakšno vprašanje, če ne, mislim, da je to. Mislim, jaz lahko govorim še 2 ure, ne, ampak ja. Ja, jaz mislim, da si bila zelo izčrpna, fajn mi je bilo, ker je Sabina zraven, ker je v bistvu iz prve roke lahko povedala, kakšne so opažanja oziroma spremembe, tako da to je zmeraj fajn. Še eno stvar sem se spomnila, ne, še to lahko povem. En udeleženec, ko je bil, ima že pokojno mamo in je imel pogosto močne bolečine, težave v predelu vratu, tlele zadaj ramen, ne. In potem ne vem, kateri dan, ko smo pač delali na seminarju, je bilo poglavje o entitetah, torej pač duše umrlih naših prednikov, pač biti brez teles, in je potem lahko dejansko spustil v zavestu še nekaj, kar je pač imel neke osebne stvari z mamo, ki jih ni uspel urediti, dokler je bila še živa, in se mu je to sprostilo. Mi dostikrat nosimo neke bolečine v telesu, imamo neke bolezni, neke disfunkcije telesa, nekje, ker telo ne deluje dobro, in potem dejansko ne vemo, iz kje to izvira. In temelji v bistvu, ker ti dajo res tako celo res paleto za vsa možna področja v življenju, orodja, lahko pol to spremeniš, ne, tako da, evo, to sem še dobila, da povem. Super, odlično. Okay. Hvala vsem, ki ste se udeležili. Ja, tudi tebi, Maša. Z veseljem. In se vidimo kmalu. Čau. Čau. Čau.